Pipi in Milkijat, mali in veliki pujs. Pipi je hotel vedeti, kaj so to ljudje. Milkijat, vpraša Pipi svojega starejšega brata, Milkijat, pokaži mi ljudi. Nič lažjega, odgovori Milkijat. Pojdi z mano. Pipi gre z Milkijadom. Med potjo sta srečala jezdeca. Ali je to človek? Reče Pipi. Ne, reče Milkijat. Ljudje nimajo 4 nog. Aha, reče Pipi. Pozneje sta srečala kmeta na traktorju. To je gotovo človek? Se razveseli Pipi. Neumnost, reče Milkijat. Ljudje nimajo pod sabo 2 velikih in 2 majhnih koles. Kolesarja je prvi zagledal Pipi. Končno človek, je veselo vpil. Oči ima, nos in usta. Patata, prata, zakruli Milkijat. To imajo mnogi, toda ljudje nimajo spodaj 2 koles, ali 4 koles, ali 8 koles. Pipi je bil žalosten. Najprej mi obljubiš, da boš pokazal človeka, reče, potem pa imajo ali kolesa, ali pa preveč nog. Pipi je šel za Milkijadom in oba sta oprezala za ljudmi. Nazadnje sta ugledala polno otrok na kotalkah. Sami majhni ljudje, se razveseli Pipi, veseli majhni ljudje. Grozno, zastoka Milkijad, to ne morejo biti ljudje. Ljudje nimajo 8 koles pod nogami. Pipi je bil zdaj zares žalosten in je obstal na robu ceste. Mimo so vozili avtomobili, tovornjaki, avtobusi in tako naprej. Ali so tu notri sploh kakšni ljudje? Je vprašal zaupljivo. Milkijad je dvomljivo stresel z glavo. Svoj čas sem se učil, je rekel, da hodijo ljudje pokončno po 2 nogah in se ne vozijo na 4 kolesih ali 8 kolesih, kakor zdaj. Vse je bilo svoj čas, se namuli Pipi. Svoj čas so ljudje še obstajali, svoj čas je bilo več kostanja, več snega, poletje je bilo bolj toplo. Zdi se mi, da si trapast, ker veš samo tisto, kar je bilo svoj čas. Mogoče bova srečala človeka na 2 nogah jutri, reče Milkijad pomirljivo. In odpujsala sta domov.